V New Jerseyju je skrivnost. Nova mamica je bila napadena v svojem domu sredi dneva. Morilek je na prostosti, preiskava poteka in pojavljajo se vprašanja, kdo bi ubil Brooke Hanlon in zakaj. Dobrodošli v Law and Crime, sem Anjanette Levy. Preiskovalci umorov v majhnem mestu v New Jerseyju se soočajo s skrivnostnim primerom, ki je tako tragičen kot zagoneten. Preiskava poteka že skoraj mesec dni in vključuje žensko, ki je pred kratkim postala mama, ki bi morala poletje preživljati s svojim dojenčkom in možem. Namesto tega žaluje družina 35-letne ženske, načrtujejo pogreb, dojenček pa bo moral odraščati brez svoje mame. Taka skrivnost se je začela 6. junija v mestu Chester Township v New Jerseyju. To je v okrožju Morris, približno 1 uro vožnje izven New Yorka. Moški je poklical številko 911 za pomoč, ker je bila Brooke Hanlon v svojem domu in v zelo slabem stanju. Tukaj je posnetek klica iz dispečerskega centra. Ja, pravite, da krvavi povsod. Začel bo s oživljanjem mest. Sem rekla 86 zmočnik. Hvala, gospod. On je v nadzorni sobi, ne vem. O čem govorite? O tem sem za drevo dol in bom šel pogledat. 47 avtomobilov je začelo služiti ljudem. 47 avtomobilov bo zgoraj v drugem nadstropju. Ja. Pravkar sem sam prišel, da obstaja še četrti. Hiša, kjer je Brooke Hanlon živela s svojim dojenčkom in možem, je na Pottersville Road. Hiša stoji nekoliko stran od ceste. In če si jo ogledate na Google zemljevidih, boste ugotovili, da v bližini hiše, kjer je živela Brooke Hanlon s svojo družino, ni veliko drugih domov. Na eni strani so gozdnata območja, na drugi strani pa je ograjeno dvorišče. Zdaj se res vprašaš, ali je oseba, ki je ubila Brooke Hanlon, točno vedela, kam gre in koga cilja? Zdaj pa je tu še en delček te sestavljanke. Ta klic, v katerem so poročali, da Brooke Hanlon potrebuje pomoč in da je povsod kri, je prišel ob 16:30 v soboto popoldne. To je običajno čas, ko bi se mama dojenčka pripravljala na večerjo ali pa bi se dojenček ravno prebujal iz popoldanskega spanca, odvisno od urnika otroka. To so tiste malenkosti, ki mi pridejo na misel, ko pogledam ta primer. Brooke Hanlon je po svoji strani na LinkedInu delala kot psihoterapeutka v New Jerseyju. Sebe opisuje kot zelo motivirano, odgovorno in sočutno osebo z licenco LPC za New Jersey. Ima raznolike izkušnje v različnih okoljih, kjer je delala z otroki, mladostniki in družinami, ki potrebujejo svetovanje, terapevtsko pomoč, vire in drugo podporo. To se je zgodilo v občini Chester, vendar preiskavo vodi tožilstvo. Do zdaj je bilo v tem primeru zelo malo informacij. Tožilstvo ni objavilo ničesar o preiskavi umora do 13. junija. To je bilo teden dni kasneje. V objavi na Facebooku je tiskovna predstavnica urada zapisala: V poznih popoldanskih urah 6. junija so reševalci in policisti občine Chester odgovorili na klic na številko 911 na naslovu na Pottersville Road. 35-letna prebivalka je bila najdena mrtva v hiši. Preiskava, ki jo je opravil urad mrliškega oglednika okrožja Morris, je kot vzrok smrti določila večkratne poškodbe z ostrim predmetom, smrt pa so opredelili kot uboj. To ostaja aktivna in tekoča preiskava, ki jo vodijo tožilstvo okrožja Morris, policijska uprava Chester Townshipa ter šerifov urad okrožja Morris, enota za preiskavo kraja zločina. Trenutno ni mogoče razkriti dodatnih informacij, da bi zaščitili integriteto preiskave. To je bil precej standarden odgovor. Res ne razkrivajo veliko informacij pri aktivnih preiskavah. Ime Brooke Hanlon je postalo javno šele v zadnjih nekaj dneh. In to se mi je zdelo precej zanimivo. V redu, da bi nam resnično pomagal poglobiti se v ta primer, želim povabiti Jarretta Ferentina. Je nekdanji tožilec. Prav tako je avtor odlične knjige, ki je na voljo na Amazonu. O tem bomo govorili čez trenutek. Emmanuel Say, Mothers, Murders and Motivation, a journey through the mind and heart of a prosecutor. Torej, Jarrett, najlepša hvala, da si se ponovno pridružil. Hvala, da ste me povabili. Ja, z veseljem se pogovarjamo s tabo.
Kakšno je vaše mnenje kot nekdanje tožilke o tem primeru? Kolikor vemo, so zelo skrivnostni glede tega. Ampak kakšno je vaše mnenje? No, najprej se pogovorimo o tem, kako skrivnostni so glede tega. Da to je strateška poteza. Očitno preiskovalci vedo veliko več, kot pa razkrivajo. Ko ofrljajo razgovore in nadaljujejo preiskavo, je nujno, da informacije, ki bi jih poznal le morilec sam, ostanejo zunaj javnosti. Tako jih lahko uporabijo za pridobivanje informacij v razgovorih ali jih predstavijo v samem razgovoru. Kot je moč sugestije, pridobijo informacije od posameznikov, ki jih imajo le določeni ljudje. Informacije, ki niso javno objavljene. Tako, pogosto preiskovalci informacije zadržijo zase in jih taktično uporabijo pri pridobivanju informacij od osumljenca ali prič ali ljudi z informacijami, ki pomagajo graditi verodostojnost. Kolikokrat smo to že videli? Imamo posameznike, ki posredujejo informacije, ki so jih izvedeli na spletu ali v medijih, čeprav dejansko nimajo nobene povezave s primerom. To je lažje, če take informacije zadržiš zase. Kar me nekoliko zmede, je tukaj časovni okvir. To se je zgodilo 6. junija v soboto. 6. junija, ki je bila sobota. Takrat je bil opravljen klic na številko 911. Njeno ime, njenega imena niso razkrili vse do preteklega vikenda. Torej, minilo je veliko tednov, 3 tedne, preden so javno razkrili njeno ime. Kakšna bi lahko bila strategija tukaj? Ker vemo seveda, da morilec ve, kdo je ona. Veš, jaz. Lahko bi bilo več razlogov, ampak kot tožilka, zakaj bi tako dolgo zadrževala te informacije? Še posebej, ko so objavili, da je preiskava potekala že od 13. teden dni po umoru. Ja, to dejstvo je bilo begajoče. Nikoli nisem bil del primera, niti ne poznam primera, kjer bi bila identiteta žrtve v primeru družinskega nasilja, kjer se zdi, da se je ta umor zgodil v njenem domu, tako dolgo skrivnost. Vprašanje, kdo je to storil, je nekaj drugega, vendar se je zgodilo v njenem domu, v njeni soseski, nekdo, ki ji je bil znan. Njena smrt je bila široko objavljena. Zakaj njeno ime v prvih urah te preiskave ali v naslednjih dneh ni bilo razkrito, mi ni jasno. Druga stvar, da ne bi bil preveč kritičen do medijev, ko objavite te informacije. Je mogoče, da ima nekdo tam zunaj kakšno znanje o tem. Nekaj med Brooke in drugo osebo ali nekaj v zvezi z njenim zakonom, nekaj o njenem finančnem položaju, kar bi lahko pomagalo preiskovalcem. Torej, po mojem mnenju bi lahko neobjava tega imena škodovala primeru. Tudi jaz tako mislim. Nekdo bi lahko vedel kaj. In to vodi tožilstvo v tem primeru. Veš, ko pokličem policijsko postajo in poskušam dobiti informacije, rečejo: ne, morate poklicati tožilstvo. Tožilstvo vodi ta primer. In razumem, da preučujejo morebitne obtožbe tukaj. To je preiskava umora. Ampak ponavadi policisti, veš, ali policisti običajno ne vodijo preiskave v sodelovanju s tožilstvom. In oni mi pravijo, ne, če želite to zahtevati, morate poklicati tožilstvo. Oni so odgovorni. No, videl sem, da so to naredili na oba načina. Po mojih izkušnjah v Pensilvaniji in New Jerseyju je v Jerseyju zelo podobno. Tožilstva imajo svoje preiskovalce, ki sodelujejo z lokalnimi policijskimi oddelki. Tako smo pogosto mi na tožilstvu usklajevali preiskavo in neposredno sodelovala z državno policijo, včasih celo s kakšno zvezno agencijo, ker tako je treba na to gledati. In jaz sem vedno gledal na to tako. Primer lahko hitro pripelje do aretacije, vendar se tam ne konča. Primer moraš preiskati in graditi svoj tožilski primer od začetka. Veš, na koncu se, upajmo, zaključi z obsodbo in tem, da je pravici zadoščeno. Zato je pomembno, da so tožilci pri umorih vključeni zgodaj in pogosto usklajujejo preiskavo. Druga stvar, ki smo jo počeli za manjše policijske oddelke, je bila, da smo bili vsekakor mi tisti, ki smo vodili zadevo. In ko smo sodelovali z večjimi policijskimi oddelki,
ali naprimer s pensilvansko državno policijo, je bilo bolj vzajemno sodelovanje. Toda kakršnakoli vprašanja posameznikov, kot ste vi, ali članov lokalnih medijev, so prihajala preko tožilstva. Tako smo govorili z enim glasom. Ja, no, to zagotovo ima smisel. In to je lahko manjši policijski oddelek v spalnem naselju, ki nima veliko primerov umorov. Ena stvar, ki se mi zdi zanimiva pri tem, Jared, poslušal si posnetek klica na policijo, tako kot jaz. In rečejo, da je tam nek moški na Pottersville Road, pravi, da potrebuje pomoč, povsod je kri, pravi, da bo začel z oživljanjem. Je 4:30 v soboto. Veš, razmišljam pri sebi, ne vem, kakšni so delovni urniki v tem domu, v domu Hanlon na Pottersville Road, ampak je sobotno popoldne. To je par z majhnim dojenčkom. Je bil mož v službi? Je mož prišel domov in našel svojo ženo? Je bil na golfu? Je bil zunaj s prijatelji? Nimam pojma. Ampak ob 16:30 popoldne v soboto je ta ženska najdena, zabodena do smrti, očitno v drugem nadstropju. Hiše, kaj vam pride na misel, ko poslušate ta posnetek Radijske zveze? No, zanimalo bi me. Moral bi vedeti, kaj se dogaja v življenju Brooke in njenega moža, ter vseh drugih v njenem življenju. Morate narediti to viktimologijo, to povratno analizo, naprimer. Pogledaš Brooke, veš, upam, da bodo lahko natančno ugotovili, kdaj se je to zgodilo. To je pomembno. Kje se je zgodilo? V kateri sobi v hiši se je to zgodilo? Se je to dejansko zgodilo v hiši, kar je najverjetneje? To je tvoj kraj zločina. Narediš vse, kar moraš, da ohraniš dokaze, fotografije, forenzične preiskave, vse. Naslednja stvar, ki jo narediš, je, da rekonstruiraš njihova življenja. Kaj se je dogajalo v njihovih življenjih? Kakšna je bila njuna zakonska situacija? Kakšna je bila njuna finančna situacija? Ali se je kaj dogajalo? Je bil kdo jezen nanju? Kako to ugotoviš? Danes to narediš tako, da pregledaš zapise mobilnih telefonov, elektronsko pošto, oblak, veš, oblak, kjer so podatki shranjeni, geolokacijsko tehnologijo, njihove kamere na vratih, pogovoriš se z njihovimi sosedi, pogovoriš se z njihovimi prijatelji. To so stvari, ki se verjetno dogajajo zdaj in se dogajajo že od začetka. In ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, je lokacija tega doma. Ta dom ni nekje zunaj, ni kot v predmestju. Je v predmestju, vendar ni, če hočete, veste, v stanovanjskem naselju. V bistvu je ob cesti na ovinku in zdi se, da v bližini ni nobenih drugih hiš. Mislim, če bi šli v to hišo, bi verjetno morali vedeti, kam greste. Mislim, to ni samo tako, kot da bi slučajno naletela na to hišo. Veš, možno je, da je to tarča vloma v hišo, ampak dajmo to za trenutek prikazati na zaslonu. Rada bi ti to pokazala. Tukaj je Jared, mislim, to je naša hiša in ni videti, da bi bile kakšne druge hiše v bližini. Če pogledaš ta Google zemljevid, veš, tam imaš dvorišče. Cesta Pottersville gre naprej po cesti. To ne izgleda kot neka zelo prometna, pogosto uporabljena cesta. Torej, da bi prišel do te lokacije, bi moral vedeti, kam greš. Tja bi šel z namenom. No, to je eno izmed mnen. Zagotovo se zdi, da gre za primer, ko je bila lokacija očitno izbrana kot tarča in je storilec vedel, kam gre. To ni nekaj, na kar bi naletel naključno. Drugo mnenje pa je, da je tako izolirano od drugih sosedov, da je to bivališče, ki bi ga bilo mogoče zlahka izbrati za tarčo, ker morda nihče ne bi slišal, če bi kdo kričal. Morda v bližini ne bo prič, ki bi lahko kaj opazile. To je seveda čista špekulacija, vendar obstajata dve različni mnenji, ko pogledaš takšno lokacijo. Veste, vodil sem že dovolj podobnih primerov. Čas je pomemben. Je sobotno popoldne. Kaj se dogaja ob 16:30 v soboto popoldne? Če imate otroke, je zjutraj verjetno rojstnodnevna zabava ali kaj podobnega. Preusmerjate se v to, kar se bo dogajalo zvečer. V večini primerov ste v soboto popoldne doma.
To je dobesedno edini čas, vsaj pri nas doma, ko so vsi skupaj, kaj ne? Ali pa v nedeljo popoldne. Torej, In razmišljam, da bi se dojenček takrat zbudil iz dremanja. točno tako. In to ni čas ali kraj za naključno ciljanje. In spet, zdaj, po mojih izkušnjah, še nisem videl, da bi bila kakšna nepremičnina ali dom tarča ob tistem času dneva. Običajno boste videli, da je takšna hiša tarča po noči, zelo zgodaj. To ne pomeni, da se ne zgodi, ampak o tem je bilo objavljenega zelo malo. Morate se zanesti na to, kar običajno vidite v takšnih primerih. Veste, mimogrede, nekdo je poklical 911. Bilo je dovolj časa, da so pomislili, da izvajajo oživljanje, kar bi lahko pomenilo, da je bila Brooke še živa ali se je borila za življenje, ko je bil klic opravljen. Če bi jo kdo našel in bi bila očitno mrtva, z več ubodnimi ranami in bi bila mrtva že nekaj časa, potem verjetno ne bi govorili o oživljanju. Torej, to je nekdo, ki jo je našel razmeroma hitro potem, ko je bila ubita ali napadena, ali pa nekdo, ki je bil verjetno vpleten. In to je bilo dejanje besa spet, kar vemo je, zabodena je bila v prsi in potem je nekdo poklical in povsod je bila kri, govorili so o oživljanju. To govori o nečem, kar se je zgodilo v trenutkih okoli tega napada. Čas je pomemben in kar je meni tudi zanimivo je tožilstvo. Tukaj je vpleten dojenček. Torej seveda, veste, to dvigne raven občutljivosti. Ampak oni sploh ne komentirajo dojenčka. Mislim, vprašala sem, ali je dojenček v redu, ali je dojenček varen in nočejo komentirati. In tudi do neke mere razumem. Torej, preiskujejo en umor. Tako da vsaj vemo, da dojenček ni bil poškodovan. Hvala Bogu. Ampak veste, to je kot prizor iz grozljivke, si lahko predstavljate? V hiši je dojenček, domnevamo, skupaj z njegovo mamo in mama je zabodena do smrti. In nekdo kliče številko 911, da bi jo rešil. Mislim, to je grozljiv prizor, v katerega vstopiš. In žal sem to že videl. Veste, videl sem primere, kot je ta. Imel sem primer, kjer so bili otroci v bistvu med mamo in očetom, ko je oče ubil mamo s pištolo. Veste, če gre res za nasilje v družini in je bes usmerjena na partnerja, so otroci pogosto, če že niso sami žrtve, priče. Zdaj, vem, da je njun otrok zelo mlad, ampak predstavljam si, da bi do zdaj zagotovo vedeli, če bi bil otrok poškodovan ali če bi šlo za dvojni umor. Zdi se, da ni tako. Da bi bilo tako. Ja, res bi vedeli, popolnoma bi to vedeli. Zdi se mi nenavadno, da niti ne povedo, da je dojenček varen pri družini ali kaj podobnega. Veš, prej si govorila o viktimologiji. Brooke je terapeutka, bila je terapeutka. In veš, vse, kar je na spletu o njeni praksi, govori o tem, kako dela z družinami, mladostniki. Predvidevam, da bodo tudi to raziskali. Je imela kakšne kliente? Je imela kakšne stranke, ki so bile iz kakšnega razloga jezne nanjo? Ali pa, ne vem, so bile zaljubljene vanjo? Lahko bi bilo karkoli, ampak veš, to je ena stvar, ki jo morajo izključiti. Mislim, jasno je, veš, spet del te viktimologije je, kdo je bila Brooke. Kdo je bila kot žena, kdo je bila kot mati, kdo je bila kot psihoterapeutka. In ja, pogovorimo se o tem. Ljudje, ki so Brooke videli v kliničnem okolju, imajo očitno takšne težave, da so v pogovorni terapiji iščejo pomoč. Potrebno bi bilo pregledati njene zdravstvene kartoteke, da bi ugotovili, ali je kdo grozil. Ali je izrazila strah ali zaskrbljenost glede katerega koli pacienta. Ali je v zadnjem času ali v zadnjih nekaj mesecih prišlo do prekinitve oskrbe katerega od pacientov, kar bi lahko povzročilo, da bi si kdo želel slabo Brooke. Zdaj, spet, to so stvari, če bi šlo res za primer, kdo je storilec. Če je to očitno družinska zadeva in so na kraju dogodka fizični dokazi, ki podpirajo, da je šlo za družinsko zadevo, ki se je slabo končala, potem se seveda ne bi spuščali tako globoko v podrobnosti.
Ampak, če gre res za primer, kdo je storilec in razmišljate, ali je bila vpletena tretja oseba, naključna, vlomilka, naključni napadalec, nekdo zunaj družine, potem boste morali pregledati te stike v njenih zapisih. Želim izvedeti več o elektroniki v hiši, o mobilnih telefonih. Ali je v hiši kakšna Alexa, ki snema zvok? Ali so zunaj ali znotraj hiše varnostne kamere, glede na to, da ste nekje na samem ali vsaj v bolj odročnem območju? Ni popolnoma odročno. Ampak veste, če živite tam zunaj, bi pričakovali, da imate okoli hiše kakšne kamere. In ali so te kaj posnele ali ne? No, to je tista stvar, ki je danes tako močna in pomembna pri preiskavah. Druga stvar je, ali je imela Apple Watch. Veste, ali je tam njen srčni utrip? Ali lahko ugotovimo, kdaj je njen srčni utrip dosegal raven, ko je bila napadena in na koncu umrla? Veste, če nekdo reče, da se nista prepirala, da se tisti dan ni nič dogajalo, da je bilo vse mirno, pa vendar imate v njenem srčnem utripu vsa ta pospeševanja in upočasnitve ali pa sporočila, potrjujejo, da je bil nekakšen spor v teku. To so stvari, ki jih uporabite, da ovržete, kar nekateri morda trdijo, in jih uporabite v svoji predstavitvi, na koncu pa tudi v morebitnem kazenskem pregonu kasneje. Tako si predstavljam, da bi, ker je ta cesta nekoliko odmaknjena, preverili sosede vzdolž te ceste, če imajo kamere, ki bi lahko posnele vozila, ki so morda peljala mimo. Tudi to je pomembno. Veste, to so stvari, ki bodo pomagale. Če je bil vpleten nekdo tretji od zunaj, postanejo te stvari še toliko pomembnejše. In govorimo celo o tem, da moramo izločiti osumljence. Spet, vse je odvisno od tega, kaj je trenutno znano preiskovalcem. Ali so osredotočeni na določeno osebo, ki je bila doma z njo, ali na možnost tretje osebe. Ja, mislim, da bodo elektronske naprave povedale velik del zgodbe tukaj. Mislim, da bodo zelo pomembne. In traja nekaj časa, da te informacije pridobijo in jih analizirajo. Torej, bomo videli, kaj se bo zgodilo s tem. Jared, povej mi malo o svoji knjigi. Povej nam o knjigi. No, žal, knjiga govori o zelo podobnem primeru. O primeru nasilja v družini, kjer je bila mama ubita v svojem domu. Ampak knjiga govori tudi o mamah, za katere sem imel čast, da sem se boril zanje v svojem življenju. In govori o moji mami, ki je vzgojila mene in moje 3 brate po izgubi našega očeta v zelo zgodni starosti. Tako knjiga slavi mame kot močne sile. V primerih, kjer sem se boril zanje, kjer so bili njihovi otroci ubiti, mame, ki so bile ubite v trenutku, in mama, ki je bila odgovorna, ker ni zaščitila svojega otroka. Torej, veste, gledam ta primer, vidim še eno tragično izgubo mame. Ne poznamo vseh podrobnosti, vendar vemo, da je otrok tukaj ostal brez matere. Družina je izgubila Brooke. Žal sem v svoji karieri veliko tega videl in sem o tem tudi pisal. Upam, da knjiga prinaša moč ljudem, ki se znajdejo v takšni situaciji, hkrati pa pokaže, da obstaja upanje v našem sistemu kazenskega pravosodja. Mislim, da se res splača preveriti, vsi skupaj. Na voljo je na Amazonu. In Jared, najlepša hvala, da ste prišli in si vzeli čas za pogovor o primeru Brooke Hanlon. Je uničujoče, zelo žalostno je. In upam, da bodo njena družina in prijatelji kmalu dobili odgovore. Hvala. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o smrti Brooke Hanlon, naj pokliče tožilstvo okrožja Morris. Ta številka je 973 285 2900. In to je vse za to epizodo Law & Crime. Sem Anjanet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.